Z nami je dr. Marko Uršič, redni profesor oddelka filozofije Filozofske fakultete v Ljubljani. Njegovo znanstveno delo se med drugim dotika področji logike, filozofije narave, kozmologije, primerjalne religiologije in metafizike. Objavil je več strokovnih, filozofskih in literarnih del, kot so na primer Tetralogija štirje časi, Osnove logike, Gnostični eseji, Romanje za animo, Razpoke. Je tudi avtor številnih razprav in javnih predavanj. Danes se bomo z njim pogovarjali o knjigi francoskega filozofa Gastona Bachelardja, Voda in sanje, esej o imaginaciji snovi. Se pravi, gre za delo, ki kljub temu, da je filozofsko, daje izjemno liričen vtis, vključuje ogromno poezije in literature. Voda in sanje so del tetralogije, razprav o štirih elementih in njihovi povezavi z imaginacijskimi silami in sanjarjenji, ki imajo pri Bachelardju prav poseben pomen. Sami ste zapisali, da ima pri Bachelardju poetsko sanjarjenje spoznavno vrednost, epistemološki in ontološki pomen. Torej, kot avtor spremne besede bi morda vi malo na kratko in splošno predstavili, kaj to delo je, kaj pomeni imaginacija, kakšno zvezo ima z vodo in z sanjarijami in sanjarjenjem. Hvala lepa, hvala za povabilo organizatorjem. Hvala Silvija za to vodenje in za predstavitev in hvala vsem, ki ste zdaj tukaj. Torej, predstavljamo eno zelo lepo, zanimivo knjigo, ki jo imamo tukaj, ki je šla v zbirki Studia Humanitatis v slovenskem prevodu pred zdaj že 8 leti, leta 2011. Napisana je bila pa Gaston Bachelard, francoski filozof, je napisal to knjigo izšla je v originalu leta 1942, se pravi med drugo svetovno vojno, in je del tetralogije štirih klasičnih elementov. To vemo, veste, kateri so grški klasični elementi, če gremo nekako od spodaj navzgor, je to zemlja, voda, zrak in ogenj. Prvi je te štiri elemente pač nekako v tem četverju od njih pisal Empedokles, ampak tudi drugi zgodnji grški filozofi so pisali oziroma so vzeli te temeljne elemente kot neke osnove vsega bivanja. Med drugim tudi Tales iz Mileta, prvi filozof, Aristotel ga je nekako proglasil za prvega filozofa in to nekako velja še dan danes. On je smatral, da je voda pač tisto prapočelo, v grščini je to beseda arhe, ki je v osnovi vseh stvari. Mogoče se k temu še vrnemo. Glede same knjige, knjigo sta prevedli dve prevajalki, Mojka Žbona in moja žena Lučka. In knjiga je vsekakor eno zelo lepo branje, ker posebna je v tem, in zdaj, če greva k samemu slogu te knjige, ker gre tukaj za eno zelo poetično filozofijo. Filozofija je že od starih časov povezana seveda s poezijo, z literaturo, z dramatiko, če hočete, v nekem smislu so že Platonovi dialogi neke vrste drame, čeprav seveda se razlikujejo od Sofokla in Aeschila. Te drame imajo neke filozofske drame idej. V zgodovini filozofije je bilo več takih znamenitih filozofov, ki so prepletali literarni jezik s filozofskim, če naštejemo mogoče samo nekatere najbolj znane, Kierkegaard, recimo, potem Nietzsche, Bergson na nek način in tako naprej, od teh novejših. V renesansi je bilo to zelo, se je prepletalo, Giordano Bruno recimo je pisal neke vrste filozofski dialogi, ki so bili hkrati pravzaprav spet neka inscenacija, recimo neke drame, ideje in podobno. Gaston Bachelard ima tukaj neko čisto posebno mesto. On govori v tej tetralogiji, žal je zaenkrat samo ta knjiga prevedena, upam, da bojo kdaj tudi ostale tri, se pravi knjiga o ognju, o zraku in pravzaprav o zemlji sta pa dve knjigi, tako da vsega je tetralogija, ampak s petimi knjigami, 4 elementi in 5 knjig. Skratka, tukaj govori on o ustvarjalni ali pa snovalni imaginaciji.
Zdaj, ta izraz imaginacija smo se nekako odločili, da pustimo v pač kot tujko, ne? Ker tukaj ne gre samo za domišljijo ali pa izmišljijo ali kaj podobnega, ne? Ampak gre tudi za to besedo, v latinščini, ne, je ta beseda imago, je podoba, ne? Se pravi, tukaj se upodobi neke arhetipske, recimo, strukture, da tako rečem, v tem primeru elemente, ne? In ravno 4 elementi naj bi bili tista najgloblja, recimo, neka osnova tudi poetske imaginacije, ne? Zdaj, mogoče to, ne, da nenavaden je ta pristop zato, ker ko so filozofi govorili o umetnosti, seveda mnogi filozofi so pisali umetnosti, ne? Kant, Hegel, ne? Tudi taki, ki so izrazito imeli nek pojmovni diskurs, ne? Heidegger, recimo, ne? In da ne govorimo o sodobni filozofiji oziroma polpretekli filozofiji, predvsem francoski, recimo, ne? Poststrukturalizmu in podobno. Ampak filozofi pišejo umetnosti običajno vendarle z nekim filozofskim jezikom, s pojmovnim jezikom, sprav z nekim metajezikom, ne? Tukaj se pa jezik poezije in filozofski metajezik, da tako rečem, nekako zlijeta, se mešata, ne? Se pravi, Bachelard govori, ta knjiga pretežno govori o pesnikih, o poeziji, tudi nekaj o prozi, ampak sama knjiga je pravzaprav neka filozofska pesnitev. No, pri tem bi se navezali na ta zanimivo Bachelardovo izhodišče. On je na začetku svoje filozofske poti izhajal iz racionalizma, pisal o znanosti, epistemologiji, zelo rigorozno na nek način. Mislim, da si tudi v eni od teh knjig o 4 elementih sam malo očita racionalizem. Se pravi to, kaj hoče potem kasneje, v kasnejših delih povedati, da je poetsko spoznanje skupaj z filozofijo, skozi to onirično izkušnjo pesništva in imaginacije, da je boljši pristop do spoznavanja, do sveta, do duše, do vseh kot blejsko resnice. Ja, kot ste rekli, njegov razvoj je bil tak, da iz neke, recimo, dosti racionalistične metode ali pa epistemologije, spoznavne teorije, ne, s katero je on začel, in v slovenščini imamo tudi njegovo prvo večje delo prevedeno tudi v tej isti zbirki iz tega zgodnega obdobja, je prišel v to poetsko mišljenje, ampak zdaj pomembno pri tem, tukaj ne gre toliko za ali, ne? Se pravi, ne gre za to, ali racionalen pristop ali nek pesniški pristop. Tukaj gre bolj za nek celosten pristop k spoznanju, ne? In kar je specifično v njegovem obravnavanju poezije, ne? Tukaj obravnava različne avtorje, nekateri, ki so nam zelo znani, francoske, angleške, romantike, ne? Tudi recimo Edgar Allan Poe recimo zelo obravnava, pa francoske, kot je Mallarmé, pa Claudel, pa Éluard in tako naprej, da ne naštevam. Zanimivo je, da tudi obravnava dosti takih avtorjev, ki jih pravzaprav mi slabo ali pa skoraj da ne poznamo, ne? In jih tukaj srečamo. Se pravi, on obravnava poezijo, ampak obravnava poezijo z tega stališča in s tem prepričanjem, da je poezija, da ima spoznavno vrednost. Tukaj, ne, bi mogoče neka estetika ali pa recimo literarna teorija, ki smo je bolj vajeni v našem kulturnem krogu, bi nekako protestirala. Ne, poezija je poezija, ne, poezija je neka kvazi realnost, kot nas je učil pač legendarni profesor Dušan Pirjevc. In tukaj ne gre za to, da bi poezija imela neko spoznavno vrednost. No, in ravno na tem pa vendarle vztraja Bachelard. To ne pomeni, da je ta spoznavna vrednost zelo preprosta. Jasno, da ne gre za direktno ideološkost poezije, ne? Ampak poezija sama nosi v sebi neko, recimo, ne samo estetsko, ampak resničnostno vrednost, ne? In tukaj je ta spoj med filozofijo in poezijo zelo močan. In to mene tudi osebno, ne, v mojem lastnem delu, pisanju in tako me je to pritegnilo k Bachelardu. Ja, ker zdi se, da se pogosto nekako zasluti vpliv Swedenborga in na ta način tudi Baudelairea, se pravi korespondent.
pogosto omenja vodovje, se pravi zelo različno vodovje, sladke, slane, tekoče in potem sporeja to z različnimi stanji kozmosa in duha. Se pravi, gre morda za ta vpliv? Ja, Swedenborga ne vem, če ravno omenja, ne, ampak gotovo ga je poznal, vse zadnji imamo kazalo, lahko pogledamo, verjetno ga na nekem mestu, medtem ko Baudelaira pa kar na precej mestih. Sploh romantično in to simbolistično, se pravi, tako imenovana nova romantika in tako naprej v poeziji, to je nekako njegov tist najbolj obiskan teren. Zdaj, pri teh metamorfozah vode, tako rečemo, gre za, tukaj gre tudi za neka nasprotja, recimo za voda kot recimo tekoča voda, pantarej v heraklitovskem smislu, na eni strani, na drugi strani kot temna voda, kot mračna voda, kot tolmun, ki ima neko globino. No, s tem v zvezi neko drugo nasprotje, tudi nasprotje med, ali pa pač komplementarnost bolj kot nasprotje, med površino in globino. O tem recimo filozofija poznega 20. stoletja precej na takšen ali drugačen način piše, kaj je zdaj površina, kaj je globina, v nekem ontološkem pomenu ali pa tudi jezikovnem ali kakorkoli to vzamemo. Tukaj gre torej za nek tak dejansko celosten pristop do poezije. Kaj sem te korespondance ste vprašali? Ja, tukaj on išče, Baudelaira tudi večkrat citira in Bachelard išče te korespondance, se pravi ta povezave med različnimi sferami bivanja, da tako rečemo. Njegova filozofija, njegova misel je, bi lahko rekli, ne kozmološka, ampak kozmična. Ti elementi imajo nek kozmičen pomen, ki pa seveda ni znanstveno kozmičen. Vsezadnje ti 4 elementi niso nobeni elementi znanstvenega stališča, ampak gre za nek globlji stratum, ki se tukaj dogaja. Zdaj, ta nasprotja, o katerih sem par besed rekel, tukaj gre tudi za kalno vodo, čisto vodo, za pač ta onirična sfera sanj prinaša oboje. Tudi recimo, on govori v nekem odlomku kot o vodi, ki je kalna, ki je motna, tako kot neke sanje, ki recimo v katerih valovijo neki temni cvetovi lokvanja in podobno. No, če želite, mogoče bi v nadaljevanju kakšen odlomek tudi prebral, da boste videli, kako pravzaprav ta dikcija Bachelardovska zgleda. Ja, ravno, ko ste omenili Edgarja Allana Poe, njegovo delo je res eno izmed osrednjih, v katerih se Bachelard središča, ker ima njegova temačna poezija toliko odtenkov vode, lepota odsevi, se pravi, sam Poe je rekel, da je življenje samo sen v snu in tudi odsevi na vodi so na nek način sen v snu, prekrižajo, odsevajo resničnost z različne smeri. Hkrati pa je voda lahko tudi za nekaj globoka melanholija, smrt, prehod in morda bi vse s tem hvala, ta odlomek. En odlomek bom prebral. Še prej mogoče to, da ta mreža teh pomenov je tako gosta in tako bogata, da je seveda zdaj težko z nekim dodatnim, recimo metajezikom, ki ga zdaj midva poskušava predstaviti sam tekst. Recimo, ko se govori o površini, ki zrcali, to je recimo eno poglavje tudi o narcisu, zelo originalno, zelo zanimivo poglavje, ki se tudi recimo temu izogne tem zdaj že klasičnim, recimo dosti včasih tudi stereotipnim razumevanjem tega mita o narcisu, ki je pomemben v recimo psihoanalizi, v Freudovi psihoanalizi. Bachelard tukaj ni pripadnik kakšne posebne recimo šole ali pa neke ideologije. On se temu nasprotno, on hoče biti samo svoj. In tukaj je en paradoks, ravno zato je mogoče manj znan tudi pri nas, ker ni bil začetnik neke šole filozofske, niti literarne, recimo smeri,
hkrati pa tudi ni eno takih tipičnih predstavnikov, ne, kot Sartre ali pa kaj takega, ki bi recimo, ampak ima pa eno drugo zelo globoko svojo vrednost. No, naj preberem en odlomek o jezeru in očesu. Pravi takole: človek hoče videti. Videti je neposredna nuja. Radovednost dinamizira človeškega duha. A zdi se, da so sile videnja dejavne že v sami naravi. Med uzrto naravo in zročo naravo so odnosi tesni in obojestranski. Imaginarna narava uresničuje enost med naturo naturans in naturo naturato. To sta Spinozova izraza. Ko pesnik živi svoje sanje in svoje pesniške odzive, uresničuje to naravno enost. Tedaj se zdi, da uzrta narava pripomore k kontemplaciji, da že vsebuje sredstva za zrenje. Pesnik od nas zahteva, da se kar se da tesno povežemo z vodami, ki smo jih pooblastili, da zrejo to, kar je, kakor je rekel, to je citat iz Paula Claudela. Mar bolje zre jezero ali bolje zre oko? Jezero, ribnik, stoječa voda nas na svojem bregu ustavi in volji pravi, naprej ne bo šla. Tvoja dolžnost je, da gledaš daljne stvari, tiste onstran. Medtem, ko si se potikala naokoli, je tu že nekaj gledalo. Jezero je veliko, mirno oko. Jezero vsrka vso svetlobo in iz nje ustvari svet. Z njim je svet že uzrt, predstavljen. Tudi jezero lahko reče, svet je moja predstava. Podobno kot Schopenhauer, ne? Ob jezeru razumemo staro fiziološko teorijo o dejavnem videnju in tako naprej. No, toliko za okus, kakšen je pravzaprav ta tekst. Ta tekst seveda je filozofski, ne? Ampak hkrati je tudi pesniški. Ni razlagalen v smislu, da bi skušal Bachelard pač razlagati, tematizirati, kot se včasih reče, ne? Nekatere pesniške momente. No, in v tem smislu sem tudi jaz, ki sem napisal spremno besedo, ne, k tej knjigi, tudi nisem nobenega namena imel razlagati samega Bachelarja, ampak bralcu nekako približati ali pa odstreti nekatere vidike, ki bi jih verjetno sam ali pa sama tudi našla, ampak mogoče prej tako, če tudi na to opozorimo. Kot so že omenjala, ima simbolika vode tudi temačen prizvok, čemur posveti Bachelard posebno poglavje in se osredotoča na smrt Ofelije in lik Harona kot tistega, ki vodi mrtve duše preko vode. Ampak zdi se, da ta smrt pri Bachelarju, sploh vodna smrt, ni nikoli konec, ampak je nenehen tok in neko namigovanje tudi na preroditev, na novično rojstvo znotraj vode. Seveda, se tudi v teh, recimo v mitu o Haronu, ne, gre za to, gre za prehod na drugi breg, ne, čeprav pri recimo Danteju je potem, je to na drugem bregu je pekel, po tem potovanju čez Styx, ne. Ampak, ja, tudi zdaj Ofelija, ne, ta tragičen lik, ne, tudi najde svoje mesto, svojo besedo v tem tkivu Bachelardjeve knjige. Potem recimo govori govori recimo o sanjah, ne, ker namreč knjiga je sanjska, knjiga ima naslov Voda in sanje, esej o imaginaciji snovi je podnaslov, ne. Zdaj, kaj so pravzaprav te sanje v tej knjigi? Mogoče par besed o tem. Sanje za Bachelardja so v precejšnji meri ne toliko nočno kot dnevno sanjarjenje, ne, se pravi, ali pa tisto sanjarjenje, v francoščini je beseda reverie, ne, sanjarjenje, sanjarije, sanjarjenje, tukaj prevajamo sanjarjenje, pač drugače le rêve, ne, so pač sanje, ne, in te sanje skušajo biti ustvarjalne, skušajo biti snovalne. To so pesniške sanje, s katerimi pesnik, pa ne samo pesnik v ožjem smislu tisti, ki zapiše vers,
ampak pesnik je v nekem širšem pomenu pravzaprav vsaka duša, ki išče, ne, če sledim Bachlaru, ki išče neko resnico, neko, recimo, presežnost, če tako rečem in podobno. No, in ta ustvarjalna imaginacija je pravzaprav nekje na robu, se dogaja med zavestjo in nezavednim, če tako rečem, ali pa med dnevom in nočjo. Nekateri psihologi to imenujejo hipnagoške predstave, se pravi, dogaja se na tistem robu, ne, ker te psihoanalitične sanje, tako rečem, ne, ki jih je obravnaval Freud in na drugačen način, pa vendarle tudi Carl Gustav Jung, slednji je pravzaprav Bachlarju bližji kot Freud, bi lahko rekli, ne. Te sanje v psihoanalizi so pravzaprav neki simptomi nečesa, ne, se pravi, sanje, če letim, ne, je to po Freudu pač, to je njegov primer, ne, čeprav ni prav iz te knjige, iz ene druge. Če letim, to pomeni, da sem erotično zburjen, ne, po noči v sanjah, ne. No, tem klišejem, ne, ki hočeš nočeš, jih je poznejši razvoj psihoanalize, pač jih podpira in tako naprej, se skuša Bachlar izogniti. Čeprav on se popolnoma nekako zaveda, ne samo zaveda, ampak tudi sam zapiše, da je njegovo izhodišče, eno od njegovih izhodišč, da je bila psihoanaliza, ne, ampak ne gre toliko zdaj za simptome neke bolezni, pri recimo nekih sanjah ali pa za simptome nečesa drugega. Ne. On zelo govori proti redukcionizmu, proti temu, da pač neke sanje interpretiramo z neko pojmovno shemo, ne, in da rečemo, lejte, sanjamo zato, ker je to simptom nečesa drugega. To je ta, recimo, freudovska metoda, ki je pri nas še zmeri zelo popularna, kot veste, ne, pač v svojih pogankih in pač naslednikih samega Freuda, ne. Zato je, recimo, v nekem smislu je bliže Jungu, bliže tej arhetipskosti sanj. Treba je pa takoj reči, da tudi Jung, ne, je drugačen pristop, ne. Se pravi, pri tem sanjarjenju gre za neko stanje zavesti, kjer smo najbliže neki celovitosti. To pesniško sanjarjenje je zanj pravzaprav neka kontemplacija, ne, ki ustreza mogoče v nekem pomenu tudi neki religiozni kontemplaciji ali pa neki meditaciji, ne, kjer se pač razodeva neka notranja globina sveta. Zdaj, glede te teme, ne, ki ste vprašali, to pa tudi, ne, recimo, je mogoče, a mava čas, da še mogoče en odlomk preberem, ker, kot rečeno, tukaj, on govori, torej različna poglavja so, ne, pomladne sanje, s tem se začne pomladne sanje, ta odblesk gladine in tako naprej. Potem je globina tolmuna, ne, recimo, če zdaj malo to poenostavim pri Edgarju Allanu Poe, pa potem ta sanje in smrt, kot ste omenili, ne, voda in smrt, Ofelija, Haron in tako naprej. Ne, in potem pride alkimija, ima tudi neko pomembno vlogo, čeprav v drugih delih, ne, recimo predvsem v delu o zemlji, v obeh knjigah o zemlji, ima alkimija večjo vlogo kot v tem. No in potem na koncu pride tudi do nečistih sanj. To ni mišljeno zdaj v nekem moralističnem smislu, daleč od tega, ampak recimo za pokušino mogoče ta odlomk pravi takole, ne. So pa tudi takšni sanjari, ki sanjarijo ob kalnih vodah. Navdušuje jih črna voda v jami, pa voda, ki se mehuri, pa voda, ki v svoji substanci razpira žile, kakor da bi sama dvigala vrtinec blata. In tako se zdi, kot da voda sama sanjari in se prekriva z rastlinjem iz nočne more. Takšno onirično rastlinje je vzbujeno že s sanjarjenjem ob motrenju vodnih rastlin. Vodna flora je za nekatere duše prava egzotika, skušnjava po sanjanju nekega drugje, daleč od sončnih cvetlic, daleč od bistrega življenja. Veliko je nečistih sanj, ki cvetijo v vodi, ki se s težavo razgrinjajo po vodi, kakor velika plavut lokvanja.
Veliko je nečistih sanj, v katerih speči človek čuti, kako v njem in okoli njega krožijo črni in blatni tokovi, težki valovi mnogih stiksov, zlom obteženi in naše srce ustrepeta zaradi te dinamike črnega. In naše speče oko, črno na črnem, brezkončno sledi temu porajanju črnine. Ampak knjiga se ne konča s črnino, ne? Knjiga se potem konča z nekim slavospevom po točku, pravzaprav. Bachelard je bil doma v Šampanji, ne, v tej lepi francoski pokrajini, kjer je dosti potočkov, ne, in on recimo je človek, ni to človek morja, ne, čeprav tudi morju posveti nekaj strani v tej knjigi, ampak predvsem sladki vodi, ne, in na koncu pravi, da žuboreči potoček, ne, je moj najboljši učitelj, ne. Zdaj, to lahko razumemo samo kot neko tako lahkotno metaforo, sam, ko preberete celo knjigo, vidite, da ni čistko, ne, da je dosti več kot samo metafora, pa vendarle, ne, potoček je tisto, kar pač teče, žubori, kar govori, ne, zadnje poglavje ima naslov govor vode, ne, se pravi, šum, ne, valovi in podobno, ne, in potem na koncu, prav na koncu, na zadnji strani govori pa o tišini, ne, se pravi o tisti globoki tišini in to je tak čudovit zaključek te knjige. Zdaj, nočem reči, da bi bil malo še čas za kakšne stvari, da je že zaključek pogovora, ampak v navezavi na to, kar sem zdaj prebral, bi mogoče še to, ko pravi, čakaj, sem trenutek, da to najdem, 30, ja. Ne, to ni čist na zadnji strani, čist na koncu govori o potočku kot njegovem učitelju. Pravi, voda živi kot velika usnovljena tišina. Ob Melisandrinem izviru Peleas šepeče. To je iz Metterlenka, je citat. Pravi, tu je vedno nenavadna tišina. Vodo bi lahko slišal spati. Konec citata. Zdi se, pravi Bachelard naprej, da mora naša duša videti nekaj, kar molči. Da bi res razumela tišino. Da bi lahko mirno počivala, mora ob sebi čutiti veliko naravno bitje, ki spi. Ne? In ravno to je voda. Ne? Voda kot mati, kot tista vesoljna, pač kot element vesoljne matere. Tako da tukaj se ta poezija stika z eno tako zelo elementarno mistiko, pravzaprav. Ne? Tako kot mistiki so govorili o tišini, ne? O tem, da do tišine pridemo, ne? Preko mnogih in skozi mnoge besede. Ne? Mistika je zna biti zelo zgovorna, ne? Ampak v bistvu tisto in vzhodna in zahodna govori o tišini kot nekem, težko reči cilju, ampak ne, ko obnemi beseda, ne, in to je tukaj noter tudi nekako, ne, zelo seveda pesniški in hkrati zelo snovni, pa ne materialistični, on ni materialist, ne, snovno pesniški, snovalno pesniški način je to besedeno v tej lepi. Zanimivo, prej ste omenili alkimijo, ki jo sam Bachelard omenja na več mestih, ker pač je tudi sam bil naklonjen nekemu predznanstvenemu mišljenju, ki je bolj poduhovljeno, znanost, ki je bolj poduhovljena. Naprimer, Eliade, mislim, da je rekel, da je homo faber ta, ki uporablja alkimijo, da poskuša izboljšati materijo, ter pri tem tudi sebe izboljšati. Pri tem sam Bachelard pravi, da pri alkimiji, da so alkimiji potrebni vsi 4 elementi. Ponavadi smo navajeni, da je kovina tisti osrednji element, ampak kakšno vlogo ima voda tukaj kot prečiščevalni element? Prečiščevalni element, seveda zdaj v klasični alkimiji, pač enkrat je bolj v ospredju en element, pa tam je seveda tudi cinober, pa razne druge snovi, ne, ki niso elementi. No, ampak glede alkimije, hvala za to navezavo, za to vprašanje. Bachelard, jaz rekel, sem tudi napisal v tej spremni besedi, je pravzaprav alkimist besede, ne, alkimist jezika.
on kot naravoslovec seveda ne verjame v to materialno resničnost alkimije. Alkimija je stališča znanosti, neka paraznanost, ki je pač v tem smislu ostala v zgodovini kot presežena v kemiji, ampak po drugi strani se ta simbolni vidik alkimije v 20. stoletju so ga različni misleci zelo uspešno in zanimivo obravnavali. Omenili ste Mirča Eliadeja, ki je utemeljitelj primerjalne religiologije. On pravzaprav bolj opisuje stvari, tako nekako on manj kot da bi recimo iskal neko globlo resnico, gre za primerjavo raznih pač teh mitov, religioznih idej in podobno. No, Carl Gustav Jung, seveda v slovenščini je tudi njegova znamenita knjiga, prevedena Psihologija in alkimija. Bachelard je bil v mladih letih sam naravoslovec, kemik, torej na srednji šoli, na gimnaziji je poučeval naravoslovne predmete in je te stvari dobro poznal. Ko on govori, recimo tukaj je osrednje poglavje, torej glavno poglavje, ker govori o nekih alkimističnih, recimo temu tako, postopkih, je poglavje o mešanih sestavih, je naslov. Se pravi, ko se elementi mešajo med seboj, ko se recimo voda in ogenj se pomešata in nastane recimo alkohol, ker gori in je hkrati tekoč in podobno. Potem zemlja in voda se pomešata v glen. On pravi, recimo, imamo različne oblike prahu, imamo dim je tudi oblika prahu zraka in tako naprej. Se pravi, ena izjemno močna imaginacija je tukaj v ozadju. Se pravi, alkimija, okolikor gre tu za alkimijo, gre za nek gotovo, to je pravzaprav pri alkimiji zmeraj šlo, tudi če beremo recimo pač te stare alkimiste, saj nikoli ni šlo prav zares za to, da bi prav zares mogoče ni najboljše, ampak tudi stari alkimisti v renesansi, postopek alkimistične pač proces je bil zmeri dvojen, saj ni šlo samo in predvsem za to, da bi iz nežlahtnih kovin naredili zlato. Zmeraj je šlo za to notranjo pozlatitev, se pravi duše, ki pač iz nekih nečistih, pa spet ne v moralnem smislu ali pa v nekem moralističnem deleč od tega, ampak prečiščevanje duše gre vzporedno s prečiščevanjem teh snovi, s katerimi ima alkimist opravka. In zdaj, te snovi so pravzaprav neke vrste katalizatorji za dušo. To je tudi glavna misel v Carlu Gustavu Jungu v znameniti knjigi Psihologija in alkimija. No in nekaj takega se dogaja tudi z Bachelardjem. Ko on s to svojo besedno alkimijo, recimo njegove substance, on govori o 4 elementih, ampak njegove konkretne substance substance v narekovaju so pravzaprav verzi. In beseda, se pravi, umetniška beseda. In skozi celotno to dolgo, ker ko preberete še druge knjige, celo to tetralogijo, to je ena izjemno bogata, dolga pot, skozi tudi izjemen erudit je bil v tem pogledu, ogromen stvari je poznal in to je neko samo iskanje, se pravi nek meditacijski proces, ki se dogaja zdaj ne skozi konkretne snovi, ampak skozi sanjarije o elementih, recimo v poetskih tekstih in podobno. In to je zelo specifično, mogoče tudi zato ni tako, recimo, ne vem, Bachelard pri nas, do neke mere je doživel odmeve, precejšnje, predvsem knjiga o prostoru, se pravi, poetika prostora, ki jo berejo recimo arhitekti, tudi likovni umetniki, kot neko svoje zanimivo branje. Zdaj, glede te knjige nisem doslej zasledil, da bi recimo na področju literature slovenske imel Bachelard, mogoče se motim, kakšen večji odmev med slovenskimi pesniki, mogoče še to pride ali kakorkoli že. Je pač eno od tistih biserov 20. stoletja, ki ostaja zelo poseben
in ki pravzaprav se ga ne da nekako ustaviti v nobene te znane, recimo klišeje, tokove, kot sem že rekel, ne, ali pa smeri. Mislim pa, da je vsekakor zelo vreden branja. Pač, ja. Ja. Se pravi, še ena teh zelo značilnih potez v Vodi in sanjah je, da pripisuje vodo kot ženskemu elementu. Ja. Hkrati ga pa tudi zelo senzualizira, čeprav je ogenj tisti, ki je najbolj neposredno odraža strast, on poveže vodo s tistim nekim ženskim in materinskim. Ali ima večinoma to pozitivne konotacije? Ali... Ja, malo oboje, ne? Se pravi, te pozitivne, negativne so v nekem smislu komplementarne, svetloba in tema, voda in ogenj, ne? To so ta nasprotja, ki tukaj ne moramo reči, da se upadejo v smislu, kot recimo koincidencija opozitorum, so upadanje nasproti, ne? Pri Nikolaju Bozanskem in tako naprej. Ne ravno v tem smislu, ampak komplementarno sobivajo, ne? In zdaj recimo, mogoče bi spet se navezal na krajši odlom, to, kar pravite, recimo ženski element. Ne. Na nekem mestu, tam se najbolj mogoče približa tej klasični freudovski psihoanalizi, ko pravi, vse vode tega sveta so pravzaprav mleko, ne, materinsko mleko. Tudi mi tudi recimo nek poleten, prijazno poletno ploho, ne, ki je, danes je ni bilo, ne, hvala Bogu, tlele, ampak doživljamo, ne, kot nekaj, pač, kar nam je dano, kar nam vesoljna mati narava, recimo, pa brez kakršnekoli, seveda, personifikacije, ne, narava ne z veliko, ne, z malo, da, ne. Po drugi strani je pa recimo to zanimivo ravno pri, prej ste mi omenili, da tudi študirate Novalisa, ne, romantičnega pesnika. No in tukaj je kratek odlom, kako obravnava ene Novalisove sanje. Bachelard in sicer imam že tlele. Skratka pravi takole, ne, Novalisove sanje nam dajo nove razlage za potrditev ženske substančnosti vode. Ta stavk je čist nek teoretski stavk, ampak pazite, ne ostajamo pri takih teoretskih kategorijah, ampak smo kmalu potem noter v neki pesniški dikciji. In pravi, ko je potopil roke, namreč Novalis, in si omočil ustnice v kotanji, na katero je naletel v sanjah, je Novalisa obšlo, citat iz Heinricha von Offerdingena, neodenljivo hrepenenje, da bi se okopal, konec citata. K temu ga ne vabi nobeno videnje, kliče ga substanca sama, ki se je dotakne z rokami in ustnicami. Kliče ga snovno, zdi se, da zaradi čarobnega sodelovanja. Sanjar se sleče in stopi v kotanjo. Takrat šele pridejo podobe. Se pravi, poanta je v tem, da so podobe v nekem smislu sekundarne, da je najprej ta imaginacija snovi se začne pri samem elementu vode in potem se rojevajo podobe teh deklic, ne, no, preberemo do konca, to porajajo, torej, šele takrat se, ko se stopi v to kotanjo, se pridejo podobe, izhajajo iz snovi, porajajo se, kot da bi vzklile iz prvobitne čutne resničnosti, iz pijanosti, ki se še ne zna projicirati. In potem en citat iz istega dela Novalisovga, nastajale so nove, nezaslišane podobe, a tudi te so se zlivale in prenikale v živa bitja okrog njega, se pravi tega pač pesniškega pač subjekta, ne, in sleherni val ljubke prvine se mu je kot nežne prsi prižel k telesu. Vrelec je bil kako razblinjanje mičnih deklic za pičel hip utelešenih v mladeničevih očeh. Ne, se pravi, ta voda je, pol v nadaljevanju pravi, je kot neka snovna, ne, skupna ženskost, ampak ne spet v nekem abstraktnem pomenu. Se pravi, to ni abstrakcija, tako kot je pri Aristotelu, ki pač iz posameznih primerov naredi nek obči pojem. Ne. Se pravi, on, ko preide, ne gre na neko raven občasti, ves čas se raven pojma občasti in raven neke konkretne vizije videnja se ves čas prepleta. Ne, in pravi čudovit fragment globoko usnovljene imaginacije, pravi Bachelard, glede na ta
imenovali so fragment, kjer se voda v svojem volumnu, v svoji gmoti, ne več samo v preprosti vilinskosti odsevov, prej namreč govori tudi o odsevih, pazite, pokaže kot raztopljena mladenka, kot tekoča esenca mladega dekleta, eine Auflösung reizenden Mädchen. Ne, se pravi, ta ženskost, ker doskrat je tako, da pač se govori o voda je ženski element, ne, in simbol ženskosti in tako naprej. Ja, drži, ampak to ni nek pojmovni kliše. Ne, to je zelo mišljeno, zelo konkretno, ne, zelo polno, čutno polno in to je lepo, ne, tudi filozofsko je to zelo lepo, ne, recimo, ne samo stališča umetniške besede. Hvala, mogoče bi tukaj zaključili, ker se je čas tako kot voda iztekel. Razen, če a še kdo iz publike vprašanje? Najlepša vam. Najlepša hvala vsem, predvsem vam, Silvija.